smo se za isto mizo znašli prav tule mi, oziroma mi dva, ne? In ob priložnosti prve svetovne vojne, oziroma priložnosti dokumentarca prve svetovne vojne, kateremu je na to sledil zanimiv razgovor z avtorico. Takrat sem današnje gostje izčrpno predstavil občinstvu, zato danes ne bom ponavljal vsega njenega bogatega kurikula. Vidite, naj samo poudarim za tiste, ki vas zadnjič ni bilo, da je širše poznana kot raziskovalka naše bogateke zgodovine, naše tradicije. Velik del svojega življenja je posvetila odkrivanju, dokumentiranju, raziskovanju in zbiranju zgodovinskega gradiva, ki ga je nato oblikovala na televizijski dokumentarni film, radijsko nadaljevanko, reportažo ali knjigo, saj je Dolica Makuc tudi zelo plodna publicistka. Najrazličnejše teme, ki jih je gospa Dolica Makuc obdelala v televizijskih dokumentarnih filmih, zdaj da si bomo gledali tistega o koncentracijskem taborišču v Ravensbrück, so kasneje dali pobudo tudi drugim raziskovalcem, da so sami raziskovali v tej smeri. Naj navedem samo nekaj stvaritev, ki so poželi velik konsens takratne, takšne in drugačne publike. Med televizijskimi dokumentarnimi filmi od leta 1975 naprej se jih je zvrstilo kar nekaj, kateri so bili posneti skupaj z režiserko Mijo Janžekovič, Izstopajo žerjavi, Letijo na jug, Aleksandrinke, torej Bolnišnica Franja in tako dalje. Vse do današnjega dokumentarca so Mrak človeka, žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück. Teme, ki je izpostavljena v dokumentarcu, tega se bomo prav zdaj čez nekaj trenutkov pogledali, se je v razširjeni obliki lotila tudi v knjigi Primorska dekleta v Nemčijo gredo. Dolica 2005, ki je zadnje delo pisateljice novinarke Dolice Makuc, izdala jo je kot tudi prejšnja Goriška Mohorjeva družba. S to knjigo dopolnjuje avtorica svoje dela z novim mozaikom zgodb o človeških usodah v najbolj mračnih letih 20. stoletja. Torej, govori o koncentracijskih taboriščih, najprej italijanskih, na to tudi nemških, in knjiga je, če bi jo imeli v rokah, lahko torej se pogledali vanjo, razdeljena na poglavje pod Mussolinijem, pod Hitlerjem, so Mrak človeka, Primorska dekleta, torej v Nemčijo gredo, je prevedena tudi v italijanščino. Ta zelo površna sinteza avtoričnega dela je že zelo zgovorna. Gre za izjemno in nadvse angažirano ustvarjalko, ki je svojim širšim zanimanjem za slovensko zgodovino postavila trdne temelje za kasnejše raziskovalce in navdušence za tovrstne tematike. Naj se ji v tej priložnosti zahvalim za njeno prijazno razpoložljivost, da z nami zopet preživi nekaj trenutkov v predvajanju dokumentarnega filma in kasnejšem pogovoru z njo. Izbira na današnje tematike gotovo ni naključna. Letos poteka 70-letnica konca druge svetovne vojne in z njo vred obletnica osvoboditve številnih koncentracijskih taborišč, od vzhoda proti zahodu oziroma od zahoda proti vzhodu, tako kot sta prodirali v osrčje Tretjega rajha, Rdeča armada in zahodni zavezniki. Pred 10 dnevi sta bila z očetom v Nordhausenu, Dori, Mittelbau in Harcungenu, ki so bili osvobojeni nekaj dni pred Ravensbrückom, o katerem bomo veliko več svedeli v današnjem filmu. Gre za eno izmed najbolj zelo glasnih taborišč v času od 15. maja 1939, ko je bilo ustanovljeno, vse do 30. aprila 1945, ko je bilo osvobojeno. Taborišče je bilo namenjeno ženskam, najprej Avstrijkam in Nemkam, glavnem komunistkam, socialistkam, jehovim pličam, cigankam, političnim nasprotnicam nacizma. Na to so vanj pošiljali tudi vsakršne deportiranke, predvsem izhodne in južne Evrope, seveda tudi Slovenke. Taborišče je postavljeno v zelo mrznem predelu severne Nemčije, kakih 90 km severno od Berlina. Bilo je sicer delovno, vendar je tu zaradi najrazličnejših vzrokov umrlo veliko žensk in njihovih otrok, največkrat zaradi težkega dela, izčrpanosti, lakote in mraza. V celovitem zgodovinskem prikazu nemih prizorov, srhljivih slikah in pretresljivem pričevanju reporterek se nam bo v filmu gospe Makuc in Mije Janžekovič izrisala ena iz najbolj britkih in najtemnejših slik človeške zgodovine, zgodovine prejšnjega stoletja. No, pa si ga odlejmo in potem, kot že rečeno, bomo postavili avtorici nekaj vprašanj, oziroma najprej še nekaj... Zdaj se moram usesti
dober večer, lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da ste prišli, da skupaj malo obudimo našo najbolj lahko preteklost. Zelo mi je žal, da ni med nami naše goriške deportiranke Vilme iz Tandreža, izvedela sem, da je v bolnici v Mofalponu. Ni tukaj tudi Bojane Pavšič iz Kromberga, žene, ki je ogromno pretrpela v zadnji vojni. Otroka je izgubila v Ravensbrücku, je bil star 10 dni, vendar je ob koncu vojne ni čakala, da bi šla skupaj z drugimi domov, je hitela preko od severa Evrope do doma, hitela, da pride domov, da to svojo žalost pove družini. In na travniku je srečala sosedo, ki je povedala, veš, Bojana, doma ne boš našla ne brata, ne očeta, ki je ostal dahov, niti moža, ker je padel v partizanski bitki. Tako je ta naša Bojana, znano vse posod, 100% invalidka, vseeno živela naprej, korajžno, vsod je rada je hodila, kamorkoli si jo poklical, da pripove po te zgodbe, ne samo svojo, ampak predvsem njenih tovarišic. Tako s tem sem se hodila nekako pokloniti, ker je bila res 100% invalidka, enkraten človek, Bojana Pavšič, Merkel iz Kromberga. Da bi rada samo še par stvari za to, da bo nekako lažje v tem filmu. Se bom hitro. 10 italijanskih taborišč pod vojaško upravo od Donasa do Fraskete d'Altri je delovalo od februarja 1942 do septembra 1943. Po kapitulaciji Italije so v Italiji, kot veste, prevzeli oblast Nemci in jo tudi obdržali do konca vojne. 10. septembra je Hitler ukazal ustanoviti operacijsko cono Jadransko primorje, kjer je na čelo vseh policijskih sil postavil višjega vodja SS in policije Odila Globočnika. V pomoč so mu bili tako italijanska policija kot slovenski domobranci. Sledili so najbolj kruti in gnusni zločini nad upornimi Primorci. Bili so ustreljeni, obešeni, obglavljeni, tudi živi vrženi v ogenj, odpeljani v Nemčijo. No, mi smo sedaj pri Ravensbrücku, prijazni profesor Adrian Pahor, ki sodeluje v teh zadevah, v teh naših spominih, nam je že orisal malček ta Ravensbrück, visoko na severu. In povem lahko, da septembra 1941 so v Ravensbrück pripeljali prve 4 Slovenke iz Gorenjskega, nato Štajerke in Korošice, seveda, ker so Nemci že okupirali Slovenijo, severni del Slovenije. Po kapitulaciji Italije pa vse v večjem številu Slovenke in iz tedanje Ljubljanske pokrajine in Primorske. Do konca vojne se je v Ravensbrücku so našteli, torej tudi po dokumentih, je bilo v Ravensbrücku okrog 2800 jugoslovanskih državljank in Primork, Primorke so bilo pač pod Italijo. Največ med temi 2300 je bilo Slovenk. Zato smo na televiziji Ljubljana se odločili, da gremo v Nemčijo do tega edinega ženskega koncentracijskega taborišča. Takrat je bila še vzhodna Nemčija,
In dobro se spomnim, ko smo prišli na letališče v vzhodni Berlin, sta nas čakala dva čakarja, je bil šofer, pa smo s kolegico Mijo, mojo prijateljico, sodelavko, režiserko, ugotovili, da sta pač dva policista iz znamenite Stasi, policija v vzhodni Nemčiji. In te dva sta nas spremljala, tudi želeli smo iti z vlakom do Ravensbrücka, da doživimo nekako pot teh naših nesrečnih žena. No, to so nam dovolili, ob vlaku sta pa vozila z avtom in nas pričakala potem pred taboriščem. Že takrat je bil v Ravensbrücku muzej in spomenik, ki kaže nesrečno mater z otrokom. Vse to je zgradila Nemška demokratična republika v letih 1956 do 1959. V tem spominskem prostoru so zajeli takrat krematorij, hodnik smrti in bunker. Ob nekdanjem taboriščnem zidu pa uredili množične grobove po državah zastopanih med narekovajami v nekdanjem taborišču. Torej, o muzeju vam bo govorila, samo je v nemščini, torej ravnateljica, ki nas je prijazno sprejela, moram reči, gospa Loti Brajtak. Za njo, torej ona bo govorila o taborišču, bo pokazala pravzaprav model, na osnovi tistega modela boste videli razpored. Za njo bo slika, fotografija poveljnika, SS poveljnika taborišča od 42-45, Frica Suhrena, saj je bil potem, torej njegova zgodba bo ravno tako opisana na koncu filma. V filmu potem nastopajo naše taborišnice, ki smo jih mi z Mijo poiskali po Sloveniji. Žal vam rečem, drugo je, če se film predvaja na televiziji, nečeš pod napise, prevode, tukaj tega ne moramo, zato pač boste to razumeli, se mislim, da ne bomo imeli veliko povedati, da ne boste veliko izgubili. No, ampak hočem vseeno povedati par imen, žena, ki so nastopale, recimo Marija Vipotnik, ki je pisala tudi dnevnik, potem Čepič Mara iz Maribora, ki je bila 4 leta v Ravensbrücku, potem je Anica Prežer, potem Blažič Terezija, Kološica, Katarina Miklova, Vera Klinar, torej cela vrsta žena. Še nekaj bi samo še dodala. Verjetno veste, da je veliko slovenskih goriških družin bilo zelo prizadetih med vojno, posebno po prihodu nemškega okupatorja. To so družine Vogrič, Mermolja, Plahuta, Komel. In ko smo pri Komelovih, bi vas opozorila, približno na polovici filma je posnetek Pavline in Hele Komel, hčerk našega skladatelja Komela. To smo snemali v Gorici 79. leta v bolnišnici Faterbene Fratelli v ulici Diac, kjer je bila vse do smrti Hela Komel, popolna invalidka. No, nakratko samo 1. junija 1944 so jo na domu aretirali italijanski pistolini. In potem je 6 mladih goriških deklet, 2 mladoporočenki in najstarejša gospa Berta Delpin, potem so one 21 let v Koroneju zaman čakale na zaslišanje, odpeljali so jih v Rajh. V nacističnih taboriščih so od te skupine, pa jih je bilo več, od te skupine umrle sestri Marta in Erika Šviligoj, Valerija Slokar, poročena Olivo, ki je zapustila 2 majhna otroka, Kristina Gorjan in Cvetka Srebrnič. Torej, to je to. Na koncu filma boste videli tudi srečanje
članic Mednarodnega komiteja bivših taborišnic iz Ravensbrücka. Torej, 17 držav, ki so bile zastopane v tem nesrečnem lageru, je ustanovilo potem mednarodni komitej. Vsako leto so se te žene, predstavnice posameznih držav, srečevale. In tako so se 79. leta srečali tudi v Ljubljani, kjer smo jih posneli. Tako recimo, ko ste pač slišali govore o različnih jezikih, Rusinja, Mađarka, Italijanka, da gospa Lidija Rolfi, Francozinja, Nemka. No, in kot zadnja je, no, njo pa boste razumeli, je pogovorila slovenska predstavnica, moja dobra prijateljica, pokojna Raka Šuklje, in pred njo pa še znameniti mož, neizprosen lovec na naciste Simon Wiesenthal. Kot ekipa smo bili pri njemu na Dunaju, nas je lepo sprejel, vprašal je, kaj delamo, za koga, in je dal izjavo, pa mislim, da jo bom potem povedala po filmu, kaj je rekel, kakšno izjavo nam je dal. No, to je bilo vse. Mislite. V času krize je demokracija v defenzivi in nezadovoljstvo koraka po ulicah. To je bil Hitlerjev recept in brez krize ne bi bilo Hitlerja. Danes pravzaprav ni neposredne nevarnosti neonacizma, vendar ostaja prikrita nevarnost. Zato se moramo proti njemu boriti, da ne bo prepozno. V našem uradu imamo poseben oddelek, ki spremlja neonacizem in skrajno desno gibanje po celem svetu. Mi prav tako opozarjamo vlade, saj nas je preteklost izučila in ne želimo, da bi se naši otroci in vnuki morali spoprijeti s problemi, ki so tako hudo zagrenili naše življenje. To je rekel, gospod Wiesenthal. Jaz bi za začetek čestital za dokumentarec, ker človek dejansko nima vtisa, da je bil posnet pred 35 leti. Zdi se, da se odlično nekaj usklaja z vsemi pričevanji in dokumentarci, ki smo jih videli v zadnjih letih. Tako da res je nadčasovno. Torej, mislil sem začeti nekako drugače, ker je ta misel izrečena čisto na koncu bila zelo, zelo povedna. Sem se spomnil prav pred kratkim umrlega nemškega pisatelja Günterja Grossmanna, če ste slišali za njegovo smrt, ki je v bistvu sam podvomil oziroma zanikal določena dejstva in priznal nekje a posteriori, da je sam sodeloval z nemškimi nacističnimi silami. Tako da tudi on nekako je skušal zmanjševati to zgodovinsko zlo, kot tudi počenjajo marsikateri. Tako da je ta trditev na koncu, mislim, zelo, zelo posrečna, da torej ta zgodovinski spomin mora ohraniti. Torej, če začnem nekako začetka, meni
Ko bi bilo všeč zvedeti, zakaj si se odločila prav za Ravensbrück, verjetno je bilo tam veliko Slovenk, ampak recimo, glede na to, da je toliko Slovenk in Slovencev bilo v drugih taboriščih, razseljani po celi Nemčiji, zakaj si se odločila ravno za to taborišče? Zato, ker je bilo to žensko taborišče, edino žensko koncentracijsko taborišče in moje najbližje prijateljice, kolegice, kot publicistka Olga Rapej-Šutler, torej jaz sem, živeli smo skupaj, delali v Ljubljani skupaj, pogovori so večkrat se vračali na ta nesrečen čas in tako je, poleg teh ljubljanskih prijateljic sem pa jaz kot Goričanka imela sorodstvene, recimo dekleta iz Kromberga, odkudar je moja mama. 22. junija 1944 je bilo odpeljanih 22 kromberških deklet v Nemčijo. Potem so sledile Deskle, kjer jih je bilo 27 odpeljanih. Vse to se je vedelo, v sorodstvu so dekleta bila odpeljana. Nekako bi rekla, da sem nosila s seboj vse te zgodbe in če živiš, torej če delaš pa na takem, če delaš na televiziji, je pravzaprav nujno, da se lotiš take tematike. Verjemite mi, da ni bilo lahko, pa vendar ob kolegici Miji Janžekovič, režiserki in tudi moški ekipi tehnikov, smo vendarle uspeli dobiti ljudi, njihova pričevanja in tako da je danes film tu nastane. Taborišče, ki ste ga obiskali, oziroma katero raziskujete, je, kot ste sama povedala, na bivšem vzhodnem nemškem teritoriju. So tudi nekatera druga zelo glasna taborišča, recimo Dora, Mittelbau, Harzungen. Je odnos nemških oblasti, ko ste vi bili tam in ste direktno imela opravka z njimi glede raznih koncesij oziroma dovoljenj za snemanje. V primerjavi z oblastmi v zahodni Nemčiji, kjer ste ravno to potovala in marsikaj videla, bila različna. Torej, mladi v Dori so mi povedali, da so vzhodno-nemške oblasti gledali na to zgodovinsko preteklost malce drugače kot zahodni Nemci. Ja, moram reči, da niso bili prijazni, kolikor je bilo nujno, ne? Torej, kot ekipa smo imeli vedno te dva policista z nami. Tako da recimo, ko smo prišli v vzhodni Berlin, nas niso, kot je običaj za ekipe, da nas peljejo v hotel, ampak so nas dali v eno privatno stanovanje. In kot češ, tukaj bodite in čakate, da vas pridemo ven. Mija, ki je bila bolj korajžna kot jaz, je rekla, greva na večerjo. In sva šle v vzhodni Berlin, torej edina restauracija, ki je bila odprta, je bila za vojaške osebe, ampak vseeno večerjo sva dobile, na kar pa drugo jutro sva bile kregane, da saj bi lahko naročili stanovanje in tako naprej. Vsekakor sva imeli občutek, da nismo najbolj dobrodošli in tako sva, ko smo posneli Ravensbrück, smo sklenili, ekipa smo sklenili, da bi bilo najboljše, da film pustimo na jugoslovanski ambasadi, kaj ti dogaja se, ko greš čez take neprijetne obmejne bloke, film pravzaprav uničijo. In tako smo to oddali na konzulatu in potem smo dobili srečno film v Slovenijo. V zahodnem, torej spomnim se še to, da na postaji, torej pri odhodu z vzhodnega Berlina na železniški postaji, je bilo precejšnje število mladih fantov in smo tako šli malo v pogovor.
znalo večno nemško in ti fanti so sprašvali, a greste v Zahodni Berlin, ja, gremo službeno in tako. O, blago vam, mi ne smemo pri nas, torej v Zahodni Berlin grejo lahko samo upokojenci. Torej bi tako res rekla, ena temna plat tega vzhodnega Berlina. In nimam lepih spominov, vendar pa delo ki smo ga želeli opraviti, smo opravili in se srečno vrnili domov. Ravno glede mladih, ki ste jih pravkar omenila, če se tako navežem nanje, v Dori, ker so bila zdaj z očetom, so prav oni prevzeli pobudo za ohranjanje tega spomina, Jungen for Dore se imenuje. Tako da tudi ta izjava, ki ste zdaj posredovali, če se prav mladi angažirajo v to, katero sporočilo bi dala prav današnjim mladim, ki najraje zaradi te zgodovinske distance pozabljajo oziroma zmanjšujejo ali pa gledajo to preteklost malce drugače, recimo z neko rezervo ali ki morda ne dajo, ne pripisujejo take teže, kot jo skušate vi predstaviti. Jaz mislim, da ne samo za mlade, tudi za zrele ljudi, da obisk Auschwitza, ali Ravensbrücka, ali kakršnega drugega taborišča, da je to, mislim, prava pot, da malo razmisliš o človeku, o tem, kar je lepo povedala gospa Šuklje na koncu tega filma. Iti na kraj dogajanja. Jaz, ko sem šla v Auschwitz, kasneje, sem vedela več ali manj vse, kar se je pač dogajalo, vendar moram reči, da sem najbolj prizadeta, ko sem zagledala kopico kovčkov, na katerih so bili na kovčkov so bila še imena krajev iz Holandije, iz Belgije, iz Francije. To je predmet, ki drugače nič ne pomeni, ga pa če rabiš, ampak da so bili to predmeti las ljudi, ki jih nikoli več ne bo, ti da misliti. Mislim, treba iti na kraj dogajanja, na kraj smrti, tako reče. Sve, so jih tudi zavajali z dejstvom, da je to samo začasno, da se bodo lahko vrnili, torej, kovčki so ostali tako zato, da bi. Torej, če nekdo klikne na Ravensbrück, na spletu se mu izpiše praktično nepregledna serija informacij o strahotah, ki so se tam izvajali. Torej, nekaj jih omenjate, veliko jih je ostalo zamolčanih. Kaj je bilo tisto, kar je vas kot raziskovalko najbolj prizadelo ob spoznavanju tega taborišča? Kaj me je ostalo najbolj tako v spominu? Mislim, da otroci nič krivi in pa vse ti posegi, ki so si jih dovolili zdravniki je pojem nekaj posebnega, mi ga skoraj da častimo se brez zdravnika, če si bolan, boš preživel, ampak njihova vloga v tem sistemu, torej to je za mene, mislim za vse nas nepojemljivo, in izkoriščanje otroka v te namene, pa tudi odraslih, da je to najtežje, ki sem jo občutila takrat. V dokumentarcu navajate kar nekaj zanimivih misli. Svetu lahko vladaš izkoriščenja strahu. Misel, da lahko človeka uniči z delom, je najboljše. Kdor ni delal, tudi nazaj ni prišel. So zelo taka globoka in pretresljiva sporočila. Človek kot delovne sile, ki ga izkoriščajo do njegovega praktično uničenja. Kaj pa glede odnosa do deportirank? Ste imeli težave pri komunikaciji z njimi? Marsikatera, vemo, da
ni rada, da se vračala spominu nazaj, zato da ni odpirala starih ran. Kmalu po vojni so bile nekako, no jaz sem takrat še študirala, ampak doma so mi povedali, da tudi v našem sorodstvu so se vrnile, v glavnem naš rod se je vrnil. Niso hoteli govoriti. Nekako, mislim, na Primorskem ni bilo tega negativnega stališča, kot je bilo sicer v Ljubljani, dokaj, ne, veste, da je šlo tudi do procesov, ne, grdih procesov proti ljudem, ki so bili v lagerjih. Vendar, nekako, mogoče zaradi tega, ker je bilo ozračje veselo, osvoboditev, mir, dom, nekako ni šlo to skupaj, ne? Zdaj govoriti o tem, kako ti je bilo hudo, en sram, mislim, da niso hoteli odpirati tudi svojih ran, težko je. Mislim, da je najtežje govoriti najbližjim o tem, kar si pretrpel, ker potem tudi ta bolečina ne jenja, ta bolečina ostane. Drži, ja, tudi moj oče nikoli ni sam sebe tem sledoval, ampak sem ga slišal bolj v javnosti. Omenjate čisto na koncu tudi potrebo, da bi odgovorni plačali za svoje grehe, da jih je veliko zbežalo, da je veliko ostalo nekaznovanih. Ne? Kako gledate spričo tega dejstva Nemcev, ki so na vse zadnje kaznovali svoje zločince, vsaj v grobe, bi lahko rekli, ne? Ali pa na drugi strani Italijani, ki so se izmuznili brez kakih posebnih? Ja, to je zelo občutljivo, ne? Mi namreč, vi veste, da je šla tudi v Italiji knjiga Italijani brava gente. Če ljudje, določene skupine ali narodi skrivajo svoje zločine, se ne zavedajo, da bodo tudi oni nekoč žrtve drugih. Tako razmišljam. Lahko damo tudi možnost publiki, da vpraša. Ja, jaz bi prosila, vsekakor oprostite, da ne pozabim, med nami je Raven Zbičanka, prosim, gospa Kumer Elizabeta iz Solkana, pa bi prosila, da nam pride povedati, kako je bilo. Ona je bila te dni bila namreč svečanost v Ravensbrüggu. Proslavili so 70. obletnico, ne? In ona je šla, tu ni bila sama, so šli nekatere gospe, ki so šle na izgled, bi se reklo. Tako da bi radi slišali, kako je bilo, mi, ki nismo v Britaniji. Vsem gospod. Saj lahko gre. Ja, prosim. Zdaj vam damo še en stol. Jaz sem pač, ne vem, ali mi daste. Ne slišite? Jaz sem pač nocoj prišla na povabilo gospe Dorise Makuc na ta vaš večer. Nisem pa pripravljala se tako, da bi kaj povedala. Upam, da bomo se že kaj slišali. Jaz sem bila v Ravensbrücku, torej pravzaprav pripeljana najprej v taborišče Auschwitz. Iz Gorice je transport krenil 13. junija 1944 iz goriške železniške postaje. Z mano so bile tudi Goričanke, gospa Bogovič Marija, Ljudvina Kozovel
Janka Blahuta, Ravazinjeva iz Raštela. Pač v zaporu so nam rekli, da gremo v Nemčijo delati na kmetije, tovarno, tako da smo šli še kar nekje dobre volje v mislih, da pač ne bo tako hudo. Spomnim se, da pred Vidmom je transport ustavil, pač, ker so dali prednost drugim vlakom in nekatera dekleta, ki so bila bolj pogumna, so komandanta transporta vprašali, kam gremo. In je rekel v Auschwitz. Seveda to nam ni povedalo ničesar. Mislili smo, da gremo kako mestece, kak kraj, kjer bomo delali na kmetijah. In po tolikih dneh hude vožnje smo pač prišli v Auschwitz, kjer, kot je rekel pesnik Krakar, kjer se je tudi smrt utrudila do smrti. Tudi najpogumnejše so izgubile upanje, da bi se še kdaj vrnile. Ker prav v tistem času, ko smo bili tam, so vsi 4 krematorji delali, kot rečemo, s polno paro. V tamkajšnjih muzeju spomina prebereš, da so prav v tistem času umorili vsak dan od 8.000 do 12.000 ljudi, torej predvsem Židov. Kajti Rdeča armada se je bližala proti Srednji Evropi in v državah, ki jih je Nemčija še vedno imela v svoji oblasti, so bili še vedno geti polni Židov. In tako, da so transporte vozili res noč in dan in mi smo bili temu priča, kako so ti dimniki stalno bruhali, dim, smrdeč dim. Da seveda tudi iz našega oddelka so ravno tako pošiljali v krematorije slabotne, stare, ki so izgubljale moč. Seveda v Auschwitzu nas niso nikamor zaposlili, ker se je Rdeča armada bližala tudi Auschwitzu, so bili že v Varšavi in tako, da so začeli že z evakuacijo Auschwitza in tako, da smo bili potem po eni hudi selekciji, ki jo je izvajal zloglasnik dr. Mengele, izbrani za transport in tako so nas odpeljali v Ravensbrück. V začetku septembra 1944. leta. Seveda, ni kaj dodati v Ravensbrücku, ker film nocoj nam je povedal zelo veliko, ni kaj dodati. Mene je bilo nekako prizaneseno in tudi tem vsem nam Goričankam z tega transporta, da nismo bili veliko časa v Ravensbrücku, kajti po raznih nemških tovarnah so potrebovali delovno silo in tako so nas spet po neki selekciji in transportu prepeljali v mesto Eberswalde, kjer je bila močna vojna industrija in tu so nas dali v tovarno, kjer smo delali tovarni orožja. Granate smo delali od septembra 1944. leta do pomladi leta 1945. In tudi tu bi se dalo veliko govoriti, kako težko je bilo delo, kakšna slaba, pičla hrana, kakšno obnašanje teh paznic in vseh teh do nas, tako da so veliko jih je podleglo, veliko jih je zbolelo. Vendar... Tovarna Siemens je bila zraven, ne? Prosim? Tovarna Siemens zraven pogorišča. Ja, tako. Mi smo bili pa v Eberswalde, ker je bilo še granate in tele se tam izdelovalo, ja. No in tako da držalo nas je pri življenju, pogum nam je dajala misel, da bo vojne kmalu konec. Saj že, kadar smo odhajali iz Gorice, saj so bili že zavezniške sile so že osvojile Rim in smo pričakovali, da bojo prav kmalu po tem Apeninskem polotoku zavzeli tudi še ostale kraje. Recimo je bilo že izkrcanje v Normandiji tudi, ne? In končno bi se lahko tudi to posrečilo, če bi uspel atentat na Hitlerja, nekaj je bil 22. julija, bi se lahko tudi stvari popolno obrnile, ampak konec vojne se je bližal in tako da
aprila meseca, v tem mesecu brez Valda smo že slišali torej, bobnanje fronte, vzhodne fronte, ko so se bližali proti našemu taborišču, ampak Nemci niso dovolili, da bi nas pričakala ta svoboda v taboriščih. Torej so nas gnali spet v matično taborišče Ravensbrück, zadnje dni aprila, to je bil torej gneča, ker so jih z vseh teh taborišč pripeljali spet v matično taborišče. In 27. aprila so nas gnali na pot spet iz tega taborišča, to so bili tisti tako imenovani marši smrti, kot smo rekli, pred fronto. Tako da smo 4 dni hodili, preden smo bili osvobojeni. Kakšna je bila ta pot? Ne moreš niti opisati, ker na glavno pot, ko so pripeljali nas taboriščnike, to je bilo približno teh 90 km severno od Berlina. In po tej poti se je tudi bežala nemška vojska. In to verjetno prav tista nemška vojska, ki jo je Hitler čakal v Berlinu, da bi branila Berlin, ker kot vemo, on je tam moral otroke takrat mobilizirati, prav otroke, da so branili Berlin, in končno te bataljoni, brigade, to mu je vse bežalo. Bežali so proti zahodnim zaveznikom, niso hoteli, da bi padli v roke sovjetskim silam, ker so računali, da bodo zahodni zavezniki bolj milo ravnali z njimi, ker ni bilo takega maščevanja. In zraven tega pa so še begunci, prebivalstvo, ravno tako je vse bežalo, divjalo proti zahodu, da ne moreš misliti, kako je to bilo. In po 4, torej da smo hodili 4 dni, čez noč prenočevali v gozdičkih in 4. noč zjutraj, pravzaprav 1. maja, ko smo se zjutraj prebudili tako, ko svetloba posijala, ni bilo več paznikov okrog nas, SS-ovcev, čez noč so se preoblekli, zbežali in tako, da smo potem sami ostali svobodni, kot se reče. In to se je razblinilo, Rusinje na svojo stran, Poljakinje, Slovenke, vsak svojo skupino. Smo se prebijali dalje, hodili naprej. Tale prometna ulica na cesti je popolnoma ponehal, je bilo že tisto zatišje pred fronto in v popoldanskem času, tako so pa nas že dosegli ruski tanki, ni bilo ne boja, ne nič, tako smo bili osvobojeni 1. maja 1945. leta. In v nedeljo, 19. aprila, to preteklo nedeljo, je bila v Ravensbrücku velika komemoracija. In vlada Brandenburške dežele je povabila tudi nekaj preživelih in med temi sem bila tudi jaz povabljena, nas je bilo 5 Slovenk v nedeljo, torej v Ravensbrücku. Zbralo se nas je okrog 160 preživelih in torej na tej komemoraciji vrstili so se govori in poudarjali so trpljenje žena, ki so bile pač v Ravensbrücku, in so primerjali to, kar je bil Auschwitz za Žide, ta holokaust, to je bilo pa za evropske žene Ravensbrück, ko so pa uničevali evropske žene. Ja. Ker sem bila pa tudi v Auschwitzu, je 27. januarja je bil pa v Auschwitzu tudi komemoracija. In sem bila član državne delegacije Republike Slovenije, smo se udeležili tudi te komemoracije in tudi tu iz govorov, ki so jih povedali, preživeli, je prav prevzelo, recimo, tako kot je povedal glavni za preživele Žide, da bi morali danes postaviti 11. božjo zapoved. In ta naj bi pomenila, da ko se kjer godi kaj hudega, ne smeš nikoli stati križem rok, tako kot pač se godi, so zločini okrog nas in ne reagiramo, torej bi morali resnično reagirati. In tudi to mir, ki ga imamo, je tako negotov. Saj vidimo, da okrog nas vse
vse, kaj se dogaja in tako naprej. In bi morali res vse narediti, da bi naša preteklost ne bila bodočnost teh mladih rodov, ki pridejo za nami. Za mir se je treba res truditi. No, tako. Samo eno zelo kratko vprašanje. Vi ste govorili o paznicah in o paznikih. Drži to, da tiste pazniki nižjega ranga, da niso bili nemške, niso bili Nemki, ne Nemci, ampak so bili drugi narodnosti. Torej, kapo, so bili tudi bivše taboriščnice kot mi. One so že bile veliko let po taborišču in so preživele, postavili so jih za paznice in pač so to delo opravljale enako kot SS-ovci. Bile so pa tudi prepeljane kriminalke iz nemških zaporov, ki so zaradi raznih kaznivih dejanj prestajale kazen, so jih pa povišale potem v paznice in so tudi one opravljale to delo. Pravijo, da so se sami SS-ovci čudili nad krutostjo teh paznic, da so bile še hujše kot... Hujše kot, ja. Čudim se, kako predvsem Poljakinje je bilo zelo veliko, ker Poljakinje je bilo ogromno. Se čudim, kako so potem v povojnem času, kako so se vrnile domov, ali so jih prepoznali, kako so se potem vključili. Kar se tiče Poljakinj, jaz sem, ko sem bila v Auschwitzu, se vodil in Poljak, profesor, sem ga vprašala, to sem nekaj oprostite, ampak jaz sem slišala doma med dekleti, ki so se vrnili s taborišča, da so bile vaše dekleta tako hude, tako stroge. Pogledal pa je rekel, veste, Poljaki smo bili prvi na vrsti, kar se tiče trpljenja, ubijanja, ne glede na spol. In to je bila ena vrsta obramba naših žensk. Preživele, preživeti. In če so hotele preživeti, so se morali izkazati prav tako kruto kot SS-ovske paznice. Ja, ne vem, kako so to živeli. In še to človek pomisli, res, da je Hitler in vse njegov štab tole določil, vse te zakone, ampak to delo je pa opravljal nemški narod. Ja, to so 100 in 100 tisoči Nemcev so to delo opravljali. In tako kot smo danes mi preživeli, so tudi med njimi, med timi, ki so to delo opravljali, so ravno tako tudi preživeli. In živeli. Vprašanje je, kako so oni prenesli tudi na svoje potomce, ali kaj so oni prenesli. Da so mobači ženske, ki so... Jaz tega v Auschwitzu, da sem bila bolj malo časa, jaz tega nisem imela izkušenj s tem, da bi tako vedela. Ne, sem hodil vprašati, ker sicer nekaj je bilo že omenjenega v dokumentarcu, ampak razlogi, zaradi katerih so ali ste bili zajeti in potem poslani v Nemčijo, v ta koncentracijska taborišča. Kateri so bili razlogi, da so Nemci? To so bile, recimo, kakšne kaznive zaradi kakšnega partizanskega ali je bilo to... Ne, to je bilo tako. Jaz sem bila gimnazijka, sem hodila, torej, tretjo gimnazijo je Goriška gimnazija organizirala v Krninu, jaz sem doma iz Goriških Brd, da bi vozači bili prihranjeni, ker je bila nevarna vožnja takrat po železnici, ker so bile minirane in tako. Jaz sem obiskovala gimnazijo v Krninu
In seveda, med tednom sem stanovala pri sorodnikih, na soboto sem se vračala v Brda in seveda tu smo bili vsi vključeni v narodno-osvobodilno borbo po razpadu Italije, razumljivo. Tudi jaz sem bila včlanjena v mladinsko organizacijo in sem nosila v mesto, so mi zadolžili, da sem nosila propagandni material, torej razne časopise in potem k moji teti sem to dostavljala, ona je naprej potem oddajala. Nekateri domačini so zato sedeli in so ovadili, tako da smo bili aretirane in prepeljane v goriški zapor in potem pa v Nemčijo. Ja, Če ni več vprašanj, sicer smo nocoj že kar pozni, in pol, ne? Jaz bi se gospe, ki se piše... Najprej gospe. Ja. Potem še kakšni gospe z deska, da so že prišli. Ja, seveda. Druge taborišnice ne bi jih poznala, druge ni. Ja, se ne spomnim, kako se imenuje gospa, piše. Kuma Elizabeta. Elizabeta. Najprej vam hvala lepa za vaše osebno pričevanje. Gospe Dovici Makunc, ki je vložila toliko truda tudi za ta večer, in seveda Adrianu Pahoju, ki je nocojšnji večer pripravil. Mi smo pripravili nekaj tukaj navečkov, bomo dali gospe, in če je še kdo tukaj v naši sredi, vi gospodovica poznate, bomo dali. Jaz bi dala kakšni zdeska, ker to je tudi... Dobro. Boste vi razdelila? Lahko. Torej, hvala vsem tudi za udeležbo. Ja, seveda. Hvala lepa. Hvala lepa.